dober večer. Zdaj ne vem, a to deluje ali ne? Ja. Dobro, mi dva imamo občutek, da ne deluje, ne? Torej, v začetku smo imeli malo težav. Podobno kot EPK pravi Aleš. Zdaj Aleš ali Aleš, kar povej? Si Ljubljančan ali si že Ptujčan? Draga moja, veš, da je to retorično vprašanje. Torej, boš tukaj, ker si v Mariboru danes Aleš. Torej, želeli smo si, da bi bili na terasi. Mi pa sva tudi še kar primerno oblečena za teraso, ampak potem je odločitev padla, da vendarle ostanemo tukaj na toplem. Vam pa, da ne bova pozabila, že zdaj predlagava, da po večeru stopite na teraso in pogledate čez travo največji vers v Sloveniji, ki je bil postavljen, torej pred 3 dnevi, praviš. Od tukaj se lepo vidi in lociranje pred bodočo medicinsko ali nastajajočo medicinsko fakulteto. Aleš, ko sem si izpisovala oznake iz Wikipedije, kaj piše o tebi, so bile naslednje. Pesnik, pisatelj, esejist, prevajalec, kritik, urednik, pobudnik, organizator, dobitnik številnih nagrad, z veliko piše tudi popotnik in med drugim tudi deloholik. Ja, tudi. Zdaj, če bi se moral sam za eno od teh oznak opredeliti oziroma jo dati na prvo mesto, tako, katero bi izbral? Ja, malo je narodno, da malo eno, ja. Lep pozdrav vsem skupaj, zelo sem vesel, da ste prišli danes sem v ta za literaturo mogoče še neobičajen prostor, upam, da bo postal precej običajen. Poanta, mislim, Wikipedije, kot veste, večinoma vnosov v Wikipedijo produciramo avtori sami, to pomeni, da sami avtori seveda pišemo to, kar bi radi, da drugi berejo od nas. Ni pomembno, da če sem avtor tega res sam ali ne, ampak mislim, da večinokrat gre za avtorsko samoljubje, koliko vidim druge vnose. Poanta seveda teh vnosov ni v tem, da bi bil en sam, ki bi determiniral. Poanta je v tem, da je čim več namnoženih, ker se nam seveda zdi, da smo mi mnogotera funkcija nekega pogona, ki mu lahko rečemo literarna, pa umetniški pogon, in ki na nek način ustvari iluzijo omniprezentnosti osebe, avtorja. V končni fazi seveda smo mi marsikaj. Sama veš, da si bi pod skoraj večino tega, kar si rekla zame, verjetno lahko sama sebe napisala. Ampak poanta je, po mojem, nekje druge. Poanta je, na kak način v danem trenutku, ko pride do soočenja z prazno belo stranjo, vso to množino na vlake zreducirati zgolj na nekega pohlevnega, malega nevedneža, ki poskuša napisati še enkrat nek literarni tekst. Zdaj, a to uspe, a ne uspe, stava je vedno ista, stava je vedno popolna, vedno gre na vse. In večinokrat seveda ne uspe. Včasih pa uspe skoraj da. Ja, jaz bi rekla, da to generalno že velja, ampak tebi so očitno bile zvezde kar naklonjene, ker je že prva pesniška zbirka, ki si jo izdal komaj kot 25-letni študent, bila, če držijo podatki, torej razprodana še pred tiskovno konferenco, drži. To je redkost za pesniško zbirko. Ja, so bili tudi časi, mislim, da popolnoma drugačne. To so bila zgodna 90-ta, nova država, pričakovanja so bila velika, nova generacija, na nek način se pričakovala, bile so prve objave, vem, da bi Klavško Melžino prvo zbirko, ampak na nek način je bilo v zraku, zdaj pa mora priti nekaj popolnoma drugačnega.
In s tem pričakovanjem mislim, da je tudi neka bralna publika šla raziskovati, kaj se zdaj dogaja novega na tem področju. Je pa res po drugi strani, da sem recimo konkretno prejšnji teden dobil mail neke neznane osebe, ki je poslala mi par pesmi, presoden feminist, pač če lahko povem feministim o njih, in ki se je sklicovala recimo ravno na prvo knjigo, da pa ona brala to prvo knjigo in da bi zaradi te prve knjige pošilja te pesmi, kljub temu, da te knjige že 15 let ni na prode. To pomeni, da nek način ta neka neobremenjenost, naivnost, tudi ta poetski princip, ki mogoče ni toliko slovenski, ki vseeno temelji na nekem surrealističnem principu, na kombinaciji nemogočih podob, pustil neko sled in da obstaja še vedno par fanatičnih ljubiteljev te knjige. Ja, ampak niso bili samo bralci očarani na to knjigo, bila je tudi kritika, kajti knjiga je dobila leta 1994 tudi nagrado na Slovenskem knjižnem sejmu kot najboljši prvenec slovenskega knjižnega sejma. In dobro, lahko bi rekli srečno naključje pri prvi pesniški zbirki, kar je pravzaprav redkost. Ampak druga pesniška zbirka, Kašmir, je prav tako bila deležna velike pozornosti ne samo bralcev, ampak tudi kritike in dobil si, mislim, med najmlajšimi, torej Veronikino nagrado za poezijo leta 1997, če imam prav zapisano, ja, 98. Veronikina nagrada za zbirko Kašmir in že leto 1999 tudi Petrarkina nagrada za mlajše evropske avtorje. Se pravi, 3 ugledne nagrade v zelo kratkem času. Kaj to pomeni pravzaprav za mladega pesnika? Praviš, vedno stojiš pred praznim papirjem, vedno znova greš na vse ali nič in sam si rekel, ne, zdi se ti vedno, da ti je uspelo. Ampak vendarle, te nagrade, kaj pomenijo mlademu pesniku? Odpirajo vrata doma in v svet. Mislim, da neke vrata odpirajo, ampak mislim, da gre bolj za stvar preizkušanja duše. Nek način so nagrade, predvsem, ko je človek nekih zgodnih letih, ko še ni popolnoma, recimo, formiran v tem smislu. Nek način vprašanje, ali te lahko zapeljemo. Na ta način je tudi dostikrat v tistih časih potekal pristop novinarjev, recimo, ki niso bili vedno dobrohotno napeljeni, ampak so v nek način se igrali dostikrat neke igre zapeljevanja, da bi te speljali na letin. Vem, da je bilo to na nek način zelo stresno zame. Ni bilo enostavno in sem imel veliko srečo, da sem v tistem času dobival neke štipendije v tujine umetniške in da sem na ta način ustvarjal neko fizično distanco. Slovenija je izjemno mala, vsi vemo. Vsi se poznamo in zelo hitro padeš preko lastne noge. Predvsem, če nisi nek način dovolj močno usidran v svoj svet. Stvari so se mi dogajale zelo hitro in je bilo večkrat nek način, če zdaj pogledam nazaj, vidim, da so bil veliki nevarnosti, da mi čisto osebnostno spodleti. No, ampak ti ni in mislim, da resnice je ta zmeren nam, samo vprašanje dokolične mere. Ja. No, ampak te omenjal si štipendije, kar nekaj je bilo, ne? Med drugim tudi ta slavna berlinska, ne? Kjer si preživel leto dni torej štipendijo, bil očaran nad Berlinom in posledica tega bivanja je seveda bila tudi zbirka esejev Berlin, za katero si pa dobil potem Rožančevo nagrado za esejistiko. Ampak bi vprašala, morda to ta bivanja, ki si sam jih zdaj omenjal, da so bila pomembna tudi zaradi te distance, da pogledaš na sebe in na seveda prostor, pri katerem sicer živiš z neke distance.
Ali so ti morda te nagrade odprle vrata do teh štipendij? Mogoče pogojno, ampak mislim, da je tu šlo predvsem zato, da sem si sam želel nekom, da sem apliciral. Si sam iskal? Seveda, ker čutil sem to nek način kot preživetveno nujo in mislim, da iz tega mi je to tudi bilo potem poklonjeno. Vidim kot urednik, recimo vse nam spremljam, to so tudi mlajše ustvarjalce in vidim pri njih nek način po eni strani fascinacijo, spomino, a po drugi strani pa ogromno krat neko popolno paraliziranost, neko z moje pozicije skoraj nerazumljivo nerodnost v pristopu k tem stvarem, ker tu ne gre za neko mistificirano polje. Obstajajo na 10.000 inštitucij po svetu, ki gostijo ljudi, ki gostijo razne profile ustvarjalcev. In seveda, če se nekdo dovolj časa vztrajno prijavlja, če razmišlja, če ustvarja, če v to investira energijo, tudi pride tega. Tudi brez interneta, ne? Še takrat. Takrat še brez interneta, da je bilo malo težje, ampak danes je to na dlane. Ampak problem je v tem, da se ljudje za to v končni fazi ne odločajo, o tem govorijo, o tem sanjajo, so frustrirani doskrat, ampak zato nimajo tega poguma. Ne rečem, vprašanje, če je to stvar poguma. Nimajo te kulture, da bi naredili ta korak. In ta kultura kot neka vrste samoumevnost, da je to pač del tega posla, ki se imenuje pisanje pesmi ali pa pisanje literature. Ni potrebno, da je to del tega posla. Lahko smo Feri Lajček, pa rečemo, smo veliki avtor, ampak ne gremo ven iz meja naše domovine na nek način. Lahko pa smo seveda tudi, ne vem, šalamo na ekstremni primer, pa to počnemo na nek eksponentni način. Ampak problem je nek drug, problem je nek način retorike, ki se potem okrog teh zgodb ustvarja. Jaz ne verjamem, da sem nekaj posebnega, zato ker sem bil na teh par štipendijah. In problem je v tem, da je to za marsikoga nekaj izjemnega, zato ker nikoli ni imel te moči, da bi naredil zadnji korak. No, ampak ne gre samo za štipendije. Ti, ko sem prej brala oznako, zdaj verjetno si jo dal tudi sam, torej popotnik, se ti zdi pomembna oznaka, kajti veliko si potoval po svetu. In to po najrazličnejših deželah, od zelo razvitih, torej evropskih, do Amerike, do Južne Amerike, tudi azijske države, ne? In me zanima, naprimer, potovanje kot potovanje. Imamo knjigo tvojo, včasih je januar sredi poletja, ki je bila nenazadnje tudi za Cankarjevo tekmovanje pri mladih bralcih dobro sprijeta in seveda, ki ni daleč od tega, da bi bila klasični potopis, nekateri pravijo potopisni roman, ampak kaj je tisto, naprimer, ne mislim zdaj kot tebe kot literata, kar te žene po svetu, ampak tebe kot človeka? Mislim, Peru, naprimer, če se ostajajo v Peru. So seveda paralelni svetovi. Vi dobro veste, greste na dopust, 3 tedne počnete nič ali pa nekaj čisto popolno drugega kot vsak dan in se vam že zdi, da ste drugi človek in potem se vrnete in momentov, ko prestopite hišni prag, ste spet tista oseba, ki je to hišo pred 3 tedni zapustila. Nič se ni zgodilo in ta realnost vmes, ki se vam je zgodila, na nek način obstaja kot neki mirni mehurček, ujeta v bežnem spominu, ki ga sploh nimate časa aktivirati, ker ste toliko zasedeni s tem, da spet lovite ritem svojega vsakdanjega življenja. Na nek način je seveda popotništvo eskapizem. To, da si lahko privoščiš kreativno brezdelje. Tisto, ki se na koncu seveda dostikrat izkaže kot nekaj izjemno ustvarjalnega. Vi dobro veste, da vsakdo, ki ne zgolj piše pesmi ali pa sklada skladbe ali pa ustvarja gledališčo,
mora živeti tudi od svojih fantazem, od svojih sanjarij, od svojih miselnih svetov. In zato seveda mi rabimo prostor in čas. Mogoče je to velika prilika te krize, da bomo več časa imeli, da se ukvarjamo s tem, kar mi dejansko smo, to smo sanje, kot vemo, po Einsteinu. Torej, potovanje kot eskapizem. Po drugi strani je seveda popotovanje vedno tudi soočenje z neko tujo kulturo, ki je vedno bolj regulirano. Če je bilo pred 100 leti še ne mogoče praktično potovati po tujih deželah, ne da si dobil drisko, ne da si bil soočen z okoljem, v katerem nihče ne govori par jezikov, ki jih govoriš, v katerem ne veš, kaj so zdaj pravila, običaje te dežele. Danes to ne mogoče. Vi vtipate Wikipedijo, vzamete vaš iPad, greste okrog in ste dosti suvereni. Vedno obstajajo ti koridori, ki so vedno širši. Ti Lonely Planet koridori, kjer nikoli ne boste sami, ker ne morate biti sami. Se vedno spremljajo, ampak če pa greste malo stranske ulice, pa zadeva postane drugačna. To je tako, če pride nek nemški turist, Maribor, pa ne gre samo po centru, pa gre na Tesno, pa gre že v Studencih, že dobi prve probleme, ker se čuti malo alienirani. Gre za to vrstne izkušnje. In te so seveda produktivne, ker na nek način je to soočenje radikalno z neko drugo kulturo. Razlog, zakaj sem napisal, da je včasih januar sredi poletja. Pisal si ga celo na poti, ne? Ko praviš brez delje, ampak tega si kar sproti pisal, ne? Potem pa doma pa še trikrat na novo napisal. Sta bila dva, ne? Prvi je bil nek način Cezar Vallejo. Včeraj sem napropo imel en zelo lep večer v Cankarjevem domu z Miklavšem Komeljem, ki je tudi prevedel. Ti si ga prevedel tudi, ne? Jaz sem prevedel eno knjigo, Poemas Humanus, Pesmi človeka, on pa drugo knjigo od njega, Trilse, tudi ga imamo zdaj celotnega prevedenega. Pač motiv za to je bil tudi literarni na nek način, iskati sledi neke osebe, ki ti intimno, izjemno dosti pomeni kot nek intimni sogovornik v tvojem ustvarjanju. Nek način, Borges reče ta lep stavek, da avtori vedno pišejo svoje prednike, svoje predhodnike, svoje vplive. Dostikrat spremljajo to pisanje tudi neko fizično romanje na kraje, čeprav ima seveda to romanje vedno tudi nek malo, kako bi temo rekel, morbidni prizvok seveda. In je treba biti previden v doziranju, obiskovanja pokopališč, na katerih so pokopani veliki pesniki ali pa njihovih rojstnih hiš. To ima svojo mejo in ni potrebno, da pretiravamo. Ja, se to je tudi popisano, kako si obiskal rojstna vas tega peruanskega pesnika, ki je sicer potem umrl v Parizu, ne? Si opisal, ampak torej Peru je bil to glavni motiv, da si se odpravil v Peru, ravno iskati sledi tega velikega literata. Plus pač neka fascinacija z Latinsko Ameriko, ki me je držala, še vedno drži, recimo, da me bila latinoameriška književnost nek način iniciacijska v zgodnjih letih. To je ostala neka zelo pomembna točka. Ja, ti si znan tudi kot prevajalec, da smo ravno kar že to omenili, torej predvsem iz nemškega jezika, študiral si primerjalno književnost in nemščino, ampak tudi iz španščine. Med drugim si prevedel tudi Pavla Nerudo. Kje si se naučil španščine? Na poti, pa vedno imam tudi ljudi, ki mi pomagajo, so potem profesionalni hispanisti, ki popravljajo te moje zablode. Samo, prevajanje Valleja je bilo res neko dolgotrajno početje,
zelo intenzivno, zelo neposredno. Pri Nerudi je bilo drugače, tisto je pač bila neka odločitev, fascinacija, ki je izvirala predvsem iz od. Neruda je pisal čudovite ode. On je bil skriboman, ne. Neruda bil je politik, bil je diplomat, bil je skriboman. In je kot tak tudi pisal preveč. In je lahko pač v momentu napisal odo na in potem odo na. Ampak te ode so mene zelo navdušile po neki svoji dikciji in z tega je sledilo. Ampak potem pa začneš se ukvarjati bolj intenzivno s celim opusom. Neruda so res zelo zajetne knjige. On je recimo bil tudi dosti politično angažiran pesnik, dobitnik Stalinove nagrade, avtor ode na Stalina. Vse te pač je imel hibe in moram reči, na koncu, ko sem se ukvarjal par mesecev intenzivno z Nerudo, sem je precej zagrožil. Ja, no, v Mariboru imamo te dnevne knjige, ne, tako kot Ljubljani in je letos glavna tema metafora, ne vem, če si slišal. Ampak jaz, ko pomislim na Nerudo, verjetno pod vplivom tega slavnega filma Poštarja, najbolj si ga gledal, ne, seveda dobim tudi takoj asociacijo na metaforo Neruda, metafora, ne, in seveda veliko število ženskih oboževalk. In tudi ta CD, ki je išel po tem filmu, ne vem, če ga poznaš, ki je dobil Evropsko nagrado. Krasno, Madonna. Ja, Madonna in številni drugi filmski igralci prebirajo njegovo poezijo, sicer v angleščini, ne, Andy Garcia in ne vem, kdo še vse. Ja, zdaj, jaz bi te prosila, če... Mislim, da je tudi v tem smislu zanimiv fenomen, to moče tudi v ta cikl dobro spada, ki ga knjižnica prereja in katerega del je ta večer. Neruda je seveda eksemplaričen primer politično angažiranega avtorja. Avtorja kot na nek način, ki je vedno bolj redek, ker je ta pozicija bolj in bolj nemogoča. Mi smo kot oseb, ki je posebnosti politično angažiranje, ampak ker je enostavno literatura premaknila nek drug konec sfere javnega in ker so drugi mediji bistveno bolj v ospredju, recimo popularna glasba, Bono Vox je večji glasnik, ne vem, demokratičnih misli Bora proti apartheidu, etc., kot pa katerikoli pisatelj. Tako da v tem smislu se stvar seveda bistveno spremenila, ampak Neruda je tu eksemplaričen primer ravno tega. Bi nam ti morda samo kakšen odlomek iz te knjige, včasih je Januar, ne bi, boš raje samo s tem. Že pozabil, kaj se tam pisal. Aha, no, tukaj gre pravzaprav tudi za preplet, ne, poezije in proze, mogoče... Samo ti moram to početi, smo vseč besedo, samo to je res izjemno, kako bi to rekel, zastrašujoča izkušnja. Preko si naštevala vse to, kar sem, pač, vse te epitete, kar sem si napisal v Wikipediji. Niste bila samo na tvoji spletni strani in na večjih? Ne, samo to hočem reči, ampak zastrašujoče je za avtorja seveda brati iz knjig, ki so nastali recimo 15 leti, 20 leti, ker se enostavno bistveno manj detaljno spomniš tega kot nekdo, ki je to knjigo ravno prečital. In si izenačen v tej poziciji z nekim povprečnim bralcem. Zdaj seveda, to, da si ti avtor te avtorizira k temu, da se pretvarjaš pred publiko, pa igraš pametnega človeka, ki seveda detaljno ve za vsak moment, ne? Ampak v resnici doskrat ni tako. In v resnici tudi na vides najbolj inteligentni avtorji potvarjajo to pisateljsko izkušnjo. To pa zato, ker ta pisateljska izkušnja je na nek način toliko hitna, da se je vseh aspektih ne da ujeti. In tu, v tem smislu, smo seveda vsi samo mediji, ne? V
tem smislu samo, ne da bi zamislili. No pa poiščiva neko skupno točko med tema dvema knjigama, v tem trenutku se mi je otrnilo, to je gotovo Dane Zajc. Med tema dvema knjigama, kajti Dane Zajc ti je napisal spremno besedo, ja, in bil je, ukvarjal se je veliko z višinsko boleznjo kot pojmom, seveda ne samo za višinsko bolezen, ampak za stanje duha, tako kot tudi ti. In ta nova, oziroma zadnja, ne nova, ker je iz leta 2010, torej pesniška zbirka Knjiga teles, pa je posvečena Danetu Zajcu. Dane Zajc je bil tudi popotnik v Peruju, in to v zelo poznih letih, mislim, da je bil že čez 70, ali da si je za 70 let podaril, ali je bil že celo čez 70 let star, ko se je odpravil v Peru. In če si prej omenjal tega znamenitega peruanskega pesnika, ki te je pripeljal v Peru, ima Dane Zajc med slovenskimi pesniki pri tebi čisto posebno mesto. Najbrž. Posebno v tem smislu, da sva intimno pač res tesno prijateljevala. Bolj kot za neko očetovsko figuro, gre tu dejansko za figuro nekega prijatelja. In Dane je pač povezan z številnimi mojimi knjigami kot eden izmed prvih bralcev knjig. Recimo pri knjigi Reči, to je bilo tik pred nje pač on umrl, on je bil dejansko prvi, ki jo je prebral. Spomnim se tega večera, kjer smo se dobila in kjer je pač rekel, to je super, ampak pojma nimam, kako boš prelezel z tega kolka. In zato sem v tistem momentu vedel, da na nek način zgodba ni do konca izpisana, da je to samo nastavek še nečesa in da bo še nekaj sledilo. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj je knjiga njema posvečena, plus seveda, da se še več paralelije, te paralelije obstajajo. Vemo, da je Dane napisal eno knjigo za otroke, kar boljše veš od mene, Abecedarija. In recimo zadnji cikl te knjige je tudi narejen po principu abecede, nek način abecede, ki krati slovar 15 besed, ki so na nek način za mene ključne, čeprav so po svoji substancialnosti doskrat minorne, obrobne, drobižne. Plus seveda, da sta dve pesmi noter eksplicitno posvečeni Danetu, ampak govorita o Danetu. Ja, mogoče še to, mislim, da Lucija Stepančič je napisala kritiko, če sem si prav zapomnila, pa se je niti ni zdaj najbolj bistveno, ampak je opozorila, da torej v tej tvoji zadnji knjigi, Knjiga teles, za katero si sam zapisal tudi na platnicah, da je pravzaprav jo vidiš skupaj s knjigo Reči kot neko celoto, torej kot neko nadaljevanje knjige Reči. Naj morda omenimo še to, da je prav knjiga Reči bila prevedena tudi med drugim tudi v angleščino in da je dobila tudi najvišjo, prestižno ameriško nagrado za najboljši prevod tistega leta. In da so posamezne pesmi bile objavljene tudi v časopisu New Yorker, ki ima tudi, zelo visoko kotira med časopisi. No in Lucija Stepančič je v tej svoji kritiki omenila in meni se je potem, sem postala kar pozorna na to in se mi je zdelo, da res to tudi slišim, da je v teh čisto prvih pesmih, v prvem ciklu, da se čuti ta poklon Danetu Zajcu tudi v ritmu in sintaksi. Naprimer, te izriva iz ene, dva, te hrani, te brani. V bistvu prav lahko tudi zaslišim na nek način Daneta, ampak samo tukaj, res čisto na začetku, kjer je ona na to opozorila v teh kratkih pesmih, ker v drugem ciklu so potem pa že pesmi v prozi.
Bi nam mogoče kaj prebral, pa nam mogoče res ti razložil, tako kot ti vidiš povezani ti dve knjigi, kot si sam zapisal, v celoto, torej knjiga reči in knjiga teles. In mogoče še, že kot naslednje vprašanje tudi, kar je zelo zmedljivo, pesmi v prozi. Veliko vprašanj. Ja, se. Mogoče prebral najprej eno pesem v prozi, to je pač... bom začel pri koncu. Jaz sem začel pisati prozo predvsem iz tega razloga, ker sem si želel oddahniti, ker sem si želel podpisanje poezije in ker sem se želel izogniti pasti, da bi se začel ponavljati. Vseeno gre za čisto druge neke registre, drug pristop do življenja, do realnosti, do tega, kako percipiramo vsak dan. Potem pa, ko sem ta cik-cak med prozo in eseji in poezijo naredil parkrat, se obe liniji na nek način zbližata. Zastavek, ki je za enimi ali pa drugimi, eno ali pa drugo vrsto tekstov, je približno enak in nek način začnejo vse stvari postajati nepodobne, ampak pisane z istim impetusom. In tu je seveda zvrst pesmi v prozi nekaj prav posebnega, prvi zato, ker gre za eksplicitno urbano formo, ker gre za relativno moderno formo in ker gre za formo, ki pri nas na nek način nima neke posebne veljave, ali pa ni imela do antologije Andreja Brvarja. Tako. V redu. Zdaj pa bom prebral to eno pesem v prozi. Od vseh zdravilcev je zaupal le tistemu, ki mu je odiral v sanje. Se tam srečeval s njegovimi preteklostmi, z istežil v njem, ki so bili njegov prihodnji čas. Še malo njihovo senco. Pod oknom socialističnega bloka krošnja kostanja, svetloba dneva, ki gre k koncu, skromen interijer, miza za enega, za dva. Skrivnost ostaja, kako je isto obenem povsem drugo, kar stežka nosimo in hodi svojo glavo v nas in nas vse bolj nadomešča. Preobrazbe šamanov, kamen modrih, olistanja iglavcev, blebet, ki je naenkrat v daljavi zaslutena pesem, Gaja in Kil, Jaga baba, deklica. Transformacije, padci, blodenja. Kaj je vidno, če je nevidno zmeraj naša zadnja določenost? Kaj je prihodnost, če se razmnožujemo s črkami, vegetativno? Ni znano, ali predstavlja oglašanje branov, največkrat 3 ali 4 zaporedni klici, a tudi potrkavanje in tleskanje, kompleksnejši jezik. A različne vrste iz družine korvide, kot je Brane klasificiral Linné, lahko ponašajo človeški glas. Bran, ki govori poezijo, je najbolj očiten primer prisojanja branih lastnosti človekov, pojav, ki mu v literarni vedi pravijo korvomorfizem. Postala sva sama. Pastirja, vsak svoj čredo molčanja pasava po temačnem prostoru. Njegov obraz gre v belo od kemoterapiji. Njegov obraz je drug istež. Potem, ko je 75 let prikrito rasel v njem, sedaj pritisne drugi isti obraz od znotraj, vse bolj navzoča svoje lice v izginjajočem. Obrne se, a ne klikne luči, kot da bi nasledi izbrisane gazi odšel za prevale. Od tam se vrača beseda skozi temo, bos in brez telesa stopa glas za trubnico. Mehko, kot volna gre skozi kuhinjo. Prostoren je mrak in prepotovano majhno kot pomaranča, še en planet na kredenci.
Da je srečen kot nikoli poprej v življenju, pravi umolk. Da ima občutek, da res ljubi, raskal glas po strmem molčanju. Kot da bi stopil čez previs v naročje brezna, govori glas. Da ljubi in je ljubljen. Pod oknom veter zaziva krošnjo po noči, se prazni liste, z listi vse vrane z neba. Razmislek o knjigi reči, kjer je jezik seveda čisto drugačen, je bil ta, da nek način bi bilo zanimivo poskušati nemogoče in pisati iz pozicije nastanka reči, še pred nek način obstaja človek, še pred obstaja jezik, še pred obstaja človeški glas. Z jezikom je reči, s pozicijo, iz katere izreka realnost neka reč. Ta reč seveda neha s tem biti zgolj predmet, nekaj, kar je vsakodnevno uporabno v naših življenjih, ampak postane nek način individuum, postane nekdo, ki ima tudi neko etično dimenzijo in ki ga na ta način treba tudi spoštovati, s tem pa se seveda spreminja pozicija nas, ljudi, razvajalcev reči. S tem, da ni v knjigi reči pesmi o ljudeh, potem, da se ljudje pojavljajo. To je knjiga reči. Je to knjiga o prvih 4,5 dnevih geneze, po tej čist klasični biblični zgodbi. In seveda, da bi bil svet sestavljen iz cela, mi pesniki, avtori smo seveda megalomanski in hočemo cele zadeve, so manjkala telesa in te so sledila potem v drugi knjigi. Reči pa govorijo drugače, dostkrat kako bi temu rekel, zagonetno. Recimo, kakšna čudovita meta na kakšnem čudovitem travniku, recimo v Bosni, vam dostikrat izda dejstvo, da čudovito uspeva meta tam, kjer so množična grobišča, kjer so ljudje zakopani in iz teh pusti potem še ene meta. In to se potem sliši na ta način. Meta. Metafikcija, metan, metabolizem. Tam pa raste vonj mete ven iz kosti, iz sosedinega palca in neznančeve golenice, da tega ne zmore nobena žival, ni vredno ponavljati. Metaksa, metadont, metafizika. Kajti kaj ostane, ko poskušajo le še rastline celiti rebro muzikanta in županne valovanje? Da tega ne zmore noben laksativ, ni vredno omenjati. In še manj, kdo bo pomnil? Kdo ne bo mogel pozabiti neskončnih polmete, kolovozov, brezbrižnosti, metamož, metanoč, metanič? Da tega ne zmore noben slovar, ni umembno vredno. Me zanima, če tu recimo na Teznem tudi praste kakšne nekaj. Ja, glede na zgodovinska dejstva. Verjetno bi morali. Mogoče še eno, tako pa. Nekaj malo lažjega. Pač predmetom, prečem ne predmetom, prečem seveda sodijo tudi včasih živali. In ena od teh živali je mača. Čigavega kamna, čuvaj čigavih sapic od dlaki je, namuznjena svinga, kastriran travestit v nerco. Ko dvigne rep, še vedno krmari strani prekletega neba. Skeptik, ki ohranja svet sanjarjenjem, prividno. Izogiba se slabemu vremenu, tujim hlačnicam,
članstvo v političnih strankah. Raja se kot ustreljen mafic zlekne na stopnišču, v katedrali popoldanskih svetlob, cvrkotanju angelov blizu, ali se zvije v puhast vmes med kolobarji prostora in časa. Pobožati se pusti le dvakrat. Ve, da ljudje premorejo več psov kot ljubezni. Ko zapre oči, pade skozi lajež v tvojem srcu. Ko jih odpre, prši iz zrkel zlat prah kot iz počenih amfor, a te ležijo tudi za potapljače z najdaljšim dihom, pregloboko. Ja, jaz se vseeno vračam še enkrat k temu vprašanju, ker je ravno pri tvoji založbi, torej pri založbi, študentski založbi, zbirka Beletrina, išla, bom kar tukaj še to povedala, torej založba, ki si jo pomagal sam, ki si bil med pobudniki za njeno ustanovitev, kjer seveda deluje še danes, kjer si tudi programski vodja, išla res zelo, zelo zanimiva antologija Brez verza, brez rim, našega seveda mariborskega pomembnega ustvarjalca Andreja Barbarja. Pa bi ti za istočnico samo za vprašanje prebrala eno od njegovih sklepnih misli, ki pravi takole. Vprašanje pesmi v prozi tako ni samo vprašanje konkretnega žanra, ampak je vprašanje usode poezije nasploh. In pri tem dodajam še tvoj citat, kjer si tudi ob tej zadnji knjigi Teles, zapisal: zdi se, da je danes izredno težko za tiste, ki razumejo poezijo samo kot emocionalni izliv, namesto kot seriozno početje. Zdaj, Barbar je v to knjigo uvrstil, zanimivo, 3 pesmi v prozi tvoje, takrat še ni bilo te knjige Teles, in kar mi je bilo najbolj zanimivo, seveda, da je izbral kot pesem v prozi, torej tudi odlomek iz Berlina, ki je veljal sicer za čisto prozo. Pa me zanima samo, če lahko daš kakšen odgovor na to, kaj je zate, torej v čem je čar te poezije v prozi, kaj ti pomeni poezija v prozi, kako jo ti vidiš? Jaz vidim to nek mejni žanr, ki ponuja roko vsem tistim, ki imajo problem z belino strani. Vsem tistim, ki so ljudje, ki imajo horor vakuj, strah pred praznim prostorom, ki imate to na nek način na knjižni strani, kjer se verzije zelo hitro končajo, potem je ta ogrom beli prepad, katerega strmoglavimo. Temu se seveda pesmi prozi zelo učinkovito izogibajo. Drugače pa seveda vladajo, po mojem, enake zakonitosti kot za poezijo, namreč da, ali pa tudi za vrhunsko prozo, namreč absolutne ekonomike izraza in da znotraj pač nekega navidez prozne forme iščeš razne možnosti. Zdaj recimo pri meni so, to ste mogoče slišali med branjem z nekimi zamolki, sem poskušal to markirati, gre vedno pri teh pesmih v prozi za 5 delne strukture. 5 v bistvu delov, ki potem na nek način se prelagajo kot origami. Torej je zelo pomemben del te strukture poezije v prozi, torej tudi ritem. Ja, seveda. Problem je v tem, da danes poezija ostala brez ritma. Problem je v tem, da se v ritmu ne moramo izogniti. Karkoli počnemo je na nek način ritmizirano. Mi pulziramo način, kako naša telesa funkcionirajo, je ritmičen. Mi ne moremo ne biti ritmični. Tukaj večemo vprašanje, do kjer mere artistično znamo zatreti ta ritem, ne pa ga potencirati. Če ga potenciramo, lahko pride do čudovitih pesmi ali čudovitih repovskih songov ali časa. No, tebi so sploh blizu ti hibridni žanri, se pravi mešanje poezije, proze, esejistike. Pa ne samo to,
ampak si iskal tudi povezave s slikarstvom, z Dušanom Fišerjem konkretno, z glasbo, sodeloval si z avstrijskim kontrabasistom, izdala sta CD Kamen. Tudi fotografija ima, na primer, v Berlinu kar pomembno vlogo. No in zdaj, čisto pred kratkim, si pa prvič napisal tudi nekaj za otroke, ustvaril nekaj za otroke in to je musical, ki je nastal sicer v produkciji EPK-ja in Ptujskega gledališča, Ljudkovnega gledališča Maribor, no, ampak znotraj programa EPK in Ptujskega gledališča. Pa imam tu morda, kar mene posebej žuli, eno vprašanje. Namreč Slovenci smo imeli v 60-ih, 70-ih, 80-ih letih res vrhunsko otroško poezijo, ki so jo pisali pomembni ustvarjalci, tudi sicer ne mladinske literature. Se pravi, bili so avtorji in ene in druge, kar je bilo v evropskem prostoru pravzaprav nekaj posebnega. Da smo imeli prvo ligo literatov, ki je pisala tudi za otroke. Ta imena vsi poznamo, seveda od Pavčka, Koviča, Zajca, ne vem, Svetlane Makarovič, Saše Vedre in tako naprej. Zdaj pa, Dragica, te je prej nagovorila mlajša generacija pesnikov, čeprav ko leta se štejem, vidim, da tako strašno mlad. Tudi več nisi, ker že 20 let ponavljamo mladi pesnik, ki nas je očaral. Torej, bliža se kar lepo 40. letu, ki ga boš, ker nisi ženska, lahko povemo, dopolnil prihodnje leto, ne glede na mladostni videz. In seveda bi lahko rekli, da si že nekaj vrste ne najmlajši med pesniki. In imaš že tudi sam otroka. In sem se grozno razveselila, torej, ko sem videla, da si vsaj začel ustvarjati tudi ti zdaj nekaj za otroke. Pa me zanima, kje vidiš ti morda razlog, zakaj se res ta generacija odličnih literatov, torej tvoja generacija, ni praktično nihče posvečal mladinski literaturi. Miklavž Komelj je sicer eno zbirko izdal, ki je bila takoj zelo opažena, ampak da bi pa rekli, da to velja tako, kot je veljalo nekoč za prvo ligo slovenske literature, pa ne moremo reči. Gre bolj za specializiranost talentov v današnjem času. Moče je pri meni to zanimivo, da sem recimo ta musical napisal še prednje bil Taras, moj sin spočet. Da sem ga napisal v bistvu ne da bi imel poriv iz neke osebne biografske zgodbe. Tudi Grafenauer in Kovič in vsi so pisali otroško poezijo že prej. Zakaj jaz mislim, da ni v moji generaciji obstajala ta vez med založbami, ki so bile tudi v roko na srce v 90-ih neki fazi radikalnega restrukturiranja, ugašanja tudi delno, med uredniki in pa mladimi avtorji. To pomeni, da ni bilo pri urednikih tistih, ki bi na nek način potegnili, spodbujali, nagrajevali. Vemo, da je marsikdo od teh avtorjev, o katerih si govorila, delno živel od honorarjev za otroško literaturo, ne toliko kot za odraslo. Ja, predvsem v revijalnem tisku so veliko objavljali in živeli kot študenti že od tega. Te možnosti seveda pri nas ni bilo. Skupaj ogromno ljudi, recimo ogromno mojih vrstnikov, jaz sem tu preko ne izjema, pisalo scenarije za manjke in filme. To pomeni, da jih je televizija nek način gojila, je pa to seveda žanr, ki potem gre popolno v pozabo, ki je neviden in kjer ne ostane nič, razen tistih redkih primerov, ko dejansko prije do izdelanega filma ali pa nadaljevanja. Ker se dejansko piše za po naročilo, ampak do realizacije pa doskrat ne pride. No, pa imaš nekje, bi lahko rekli, nek občutek, da bi te lahko zaneslo tudi v te vode. Vse to v bistvu sproti nekako nastaja. Samo tu se pač res človek more
vzeti skupaj, pa se temu malo tudi še dodatno posvetiti in to je včasih težko od raznih EPK-jev. No, ampak, dobro, EPK, zdaj, ko si ga že omenil, ti pobere seveda veliko energije. Jaz sem najprej mislila začeti s tem, ampak sem rekla, ne, bom proti koncu to temo načela. Skladimo. Ne. Spomnim se najnega zadnjega literarnega pogovora v okviru Mariborske knjižnice in sicer je bilo to takrat, ko smo samo še sanjali o EPK-ju in so bili načrti po eni strani veliki, po drugi strani je pa bil zmeraj prisoten strah, da jih tako ne bo možno uresničiti. In ti si takrat, sploh še nisi bil član nobenega odbora, povedal točno to, s čimer si danes začel, zelo zanimivo, da če je pogum, če je volja, če je interes, se zmeraj najdejo poti. In si tudi poudaril vse te svoje štipendije, vse ta svoje gostovanja, kako so pravzaprav tujina, da je dosti odprta, če pokažeš pač res željo po tem sodelovanju in če seveda jemneš to sodelovanje zelo resno. In takrat se spomnim, da je bil v dvorani podžupan, gospod Verlič, ki je vstal in ti je dal roko in je rekel, prijel vas bom za besedo. A si spomniš tega? Je rekel, prijel vas bom za besedo in ko bomo osnovali EPK, boste zraven. Zdaj, ne vem, če te je potegnil on, mi predpostavljam, da te je verjetno Čander, da je šla bolj ta naveza, kot da bi se Verlič ravno spomnil tega, ampak krasno se mi zdi, torej ti si programski... To je reče bilo, koliko mora biti, 7-8 let? Berlin. Takrat, ko si dobil nagrado za Berlin, to je bilo leto 2007. Ampak končali smo večer na ta način, da ti je gospod Verlič ponudil roko in ti obljubil, da boš zraven pri EPK-ju. No, zdaj si seveda programski vodja terminala 12 v okviru EPK. To je, piše na spletni strani, najbolj ambiciozen in velikopotezen projekt EPK, ki združuje odrsko umetnost, glasbo, film, literaturo, razstave. Torej, rekel si, da si zelo angažiran, ampak si zadovoljen. Nikoli. Ja, se prav, da nisi nikoli, ampak bilo je zdaj že kar nekaj zelo odmevnih gostovanj, tudi od teh napovedane 12-terice velikih imen smo imeli zdaj že Enzensbergerja, pa je bil Cvetan Todorov, ne? Tudi se mi zdi, da je medijsko lepo pokrito in Večer in Delo, veliki intervjuji s temi našimi uglednimi gosti, seveda tudi odmevne gledališke predstave. Kako ne rečem, ta metje, v katerem jaz tudi delam, je seveda zelo vezan na infrastrukturo in finance. Tu ne gre seveda samo za shopping, mi bomo nakupili, pripeljali sem krem dela, krem svetovne produkcije. To je del samo tega. Gre tudi za to, da ti ustvarjalci pridejo tukaj, da mariborski posamezniki, ustvarjalci in inštitucije dobijo nek način nek direktni dostop do njih in da so tudi v teh velikih produkcij neki trajni učinki, da ne gre zgolj za spektakle, ampak gre dejansko za neka trajna sodelovanja. In malo tako zelo lepo nastavljeno in bo mogoče realizirano tudi še lepo EPK-jo ravno zaradi tega, ker enostavno v Mariboru žal dostikrat res primanjkuje infrastrukturnih danosti. Ni pa zdaj to razlog, da bi bili vsi s celo obupani. Ja, mene moram reči, da je Maribor kljub vsemu preseneto, zato, ker mislim, da so prireditve zelo dobro obiskane in to predvsem kot lokalne publike. In če vzamemo v zakup vse težave, ki spremljajo zgodbo EPK, vse omejitve, ki se začnejo pri fizičnih, to, da po 9 uri ne moreš se vrniti v Ljubljano z javnim prevozom ali pa da
primanjkuje denar za neko bolj agresivno oglaševanje v tujini ali pa mislim, tega bi lahko še naštevali. Se mi zdi, da v bistvu stvari funkcionirajo nad realnimi pričakovanji in da se ne more, da vsi tisti, ki so zlohotni napram temu projektu, ne bodo mogli mimo dejstva, da stvari nikoli več v Mariboru ne bodo takšne, kot so bile. Da bojo v tem letu zastavljali neke nove horizonte pričakovanj, izvedbenem smislu, vsebinskem smislu in da bo kdorkoli bo po tem letu poskušal kaj delati, bo moral se bolj potruditi. Ja, nekaj pomembnih stvari svojega programa bo pa vendarle pač ne bo realiziranih, neke razstave, ki so bile vezane na Max, to je definitivno že, da ne bo. Ja. Čeprav moram reči, da ravno na razstavnem področju delamo z velikim, pač to seveda sodelovanjem z UGM-om, to je dejansko edini prostor, ki vse minimalno ustreza nekim zahtevam. Pri predstaviščih je tako, da 3/4 velikih razstav lahko pozabite, ker sta v Sloveniji samo 2 institucije, ki zadostujeta pogojem, to je prenovljena Moderna galerija in pa Narodna galerija. Drugih institucij ni, ki bi imele sploh pogoje. Sploh pogoje. To pomeni, da sploh ne možeš pogovarjati z nekome. Ampak potem pa, ko vse to odmislimo, potem pa seveda pride zelo hitro Umetnostna galerija Maribor v obstoječem stanju in zelo dobro sodelujemo. Mislim, da imamo zelo ambiciozni program, tudi čez poletje, 4 razstave. In ravno zdaj se recimo pogovarjamo, tudi še so nepotrejena, recimo, da del teh velikih razstav tudi nadomestimo z nekimi zelo ambicioznimi projekti, ki bodo prišli po nas leta. Ne povem pa še kaj. No, morda pri vsem tem se mi zdi, no, vsaj meni, najšibkejša točka vendarle oglaševanje. Da bi si želeli morda malo bolj agresivno obveščanje javnosti na več mestih. Sicer tisti, ki iščemo, tisti, ki vemo, da se to dogaja, najdemo. Ker greš na splet, najdeš, veš, poznaš, da je tudi že Večerov, da je stalna rubrika, poiščeš, ampak vendarle dogodko je včasih kakšen dan tudi toliko, da... No, jaz mislim, da to se vseeno spreminja tudi z prilogo redno delo, z nekim bolj vidnim plakatiranjem po Ljubljani, po drugih slovenskih mestih. To gre na bolje, ni še optimalno, ni še tako, kot si bi vsi želeli. Mislim, smo kome 4. mesec, ne? Do decembra se bomo ravno fino poigrali in boste imeli dovolj razlogov, da podaljšamo, ne? Pa še kakšno lepo. Ja, zdaj, ko si omenil Ljubljano, ti seveda živiš v Ljubljani. Jaz sem tujec, ko sem prišel zelo, kako temu da rečem, zelo ad hoc na nek način v to EPK-jevsko igro, marca, lani. Sem dobil v Mariboru takoj, kljub temu, da sem res poznam dobro v Mariboru. Ampak sem takoj dobil od insiderjev vedeti, poslušaj, ti si tujčan, nimaš pojma v Mariboru, da ti ne moreš to še nam govoriti. Ne, jaz mislim, da smo te Mariborčani kar lepo sprejeli, ampak hotela sem te to vprašati, ne? Živiš v bistvu v Ljubljani, kako doživljaš v bistvu ta interes Ljubljančanov, Ljubljane za EPK? A se tu res kaže prebita? Katastrofalno. Jaz sem vedno bil izjemno kritičen do neke kulture jamranja, ki je spostavljena v Mariboru, ki vsi dobro poznamo, češ prestolnica nam vse poje, mi smo ubogi, nič ne more uspeti, ker nam veliki brat podstavlja nogo, nam žere v stran najboljše otroke in nas pusti, da tu stradamo. Tega nisem maral in še vedno ne maram, ker se mi zdi, da vseeno, če kdo bodo tukajšnji prebivalci vzeli vso za svoje roke in bodo tega nekaj naredili. In če obstajajo res velika prepreka do tega, da se Maribor razvije eno še bolj krasno mesto kot je, so to Mariborčani sami. To je moja osebno mnenje.
Je pa res, da sem po izkušnji tega leta in pol, vseeno videl, da seveda obstaja velik antagonizem med obema mestoma, da je izjemno težko tiste, ki nimajo neke osebne, intimne veze, ali to ljubina, ali so to ljubezni, ali nekak preteklost, v Mariboru zvleči Ljubljančane vsem, na Štajersko. Blazno težko. Za njih je to, tiste, ki nimajo teh vezi, za njih je to dejansko nepredstavljivo daleč. Benetke so bliže kot Maribor, to je pač dejstvo. Ampak se ti zdi, da se premika počasi, vsaj malo? Jaz mislim, da predvsem v zadnjem mestu je zdaj začelo po nekih insiderskih krogih v Ljubljani, kulturniških krogih, ki pa so v končni fazi tisti, ki odločajo, ki ustvarjajo neko javno mnenje, bolj kot medije mogoče. Mediji povzemajo po njih, da se je zdaj naenkrat vseeno razpasno, tam se dogaja. Moram vedeti, vseeno po celi državi je kriza, tu pa dejansko šivamo z neko izjemno intenziteto vrhunski program.